Ja, in lep dober dan v imenu Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta in prvega doma civilne družbe. Zakaj to pravim? Pravzaprav zaradi tega, ker se tu sooča na prvi pogled ljudje, okolje proti gospodarstvu, ampak to ne drži. Danes smo skupaj ugotovili, da gospodarstvo, če želi in bo moralo zasledovati zeleni prehod, še kako zasleduje skrb za okolje in skrb za ljudi v tistem okolju. Seveda zakon, ki naslavlja področje okolja, na nek način zajema preko 10.000 zaposlenih v teh podjetjih. Nekatera podjetja, se pravi, so bolj na področju kemikalij, nekatera področja delujejo z drugimi nevarnimi snovmi, pa posebej moram poudariti, da vse nevarne snovi so dodobra pretehtane, vsi procesi ravno tako v okviru Evropske komisije. Najmanj enkrat v obdobju 8 let pridejo vse tehnične zahteve iz vsakega področja pred Evropsko komisijo in naloži vsem podjetjem v Evropski komisiji, pod kakšnimi pogoji lahko določena podjetja v svoji branži delujejo. Torej, slovenska podjetja pravzaprav imajo eno veliko željo, da se na vsaki, bom rekel, ponovni uvedbi novih standardov čim prej uvede v slovenski pravni red, zato da lahko izboljšujejo svoje procese, zaradi tega, da lahko vgrajujejo dodatne ukrepe za izboljšanje okolja, tako zraka, vode, vseh parametrov. Tukaj noter mislim, da smo vse skupine, interesne skupine v Državnem svetu zainteresirane, da živimo v čistem okolju, to pa pomeni, da se čim prej implementirajo zahteve Evropske komisije. Zdaj, ena zadeva, ki jo je že kolegica omenila, gre pa tukaj noter za sprejem zakonodaje. Predlagani zakon oziroma predlagatelji zahtevajo hitri sprejem zakona. To je ravno v nasprotju z demokratičnimi postopki, ki veljajo v demokracijah. Namreč tako pomemben zakon, kot je okolje, kot je skrb za ljudi, se mora obravnavati ne samo v okolju, v enem okolju, pač pa najprej je treba vzeti stroko, ta stroka bo povedala tehnične zahteve in potem mora politika odločiti. Torej, zakonodajni postopek je jasen, zakonodajni postopek ima več procesov, ima proces z večjimi postopki in le-ta bo definiral na koncu bom rekel, sprejemljiv zakon za vse, torej najprej za ljudi in okolje in potem, da lahko podjetja delajo in ne rečem, da podjetja, ki so trenutno v Sloveniji, ki se jih dotika ta predlog zakona, se dotika več kot 200 podjetij. V Evropski uniji govorimo o 55.000 takih podjetij. Vsa ta podjetja delajo po enotni regulativi. Torej, nemogoče se mi zdi iz stališča stroke, da v Sloveniji uvajamo neke dodatne zahteve, ki so drugačni od konkurenčnega okolja v Evropski uniji. Hvala lepa.